V ciklu pogovorov novinarjev Kalejdoskop sem gostila že veliko mojih kolegov, ki delajo pri različnih medijih, na časopisu, na radiju, na televiziji ali pa so na primer dopisniki. Danes gostim Natašo Briški, ki je novinarka, urednica, tudi publicistka, odpira teme, ki jih mogoče drugi mediji ne odpirajo. Bila je tudi ena prvih, ki je začela kontinuirano objavljati podcast. Je soavtorica Metinega čaja, pripravlja tudi druge podcaste. Nataša Briški, dober večer, pozdravljena. Dober večer še enkrat vsem skupaj in lepa hvala, da ste prišli. Jaz sem v Združenih državah živela od 2003 do 2010. Takrat sem zelo odblizu lahko spremljala vzpon novih medijev, družbenih omrežij in ena od stvari, ki mi je bila tam zanimiva, je blazna aktivacija državljanov kot političnih subjektov, aktivno državljanstvo. Ena od strani, ki sem jo spremljala, se je reklo Emily's List. Emily's List kot kratica EMILY, kot Early Money is like Yeast. Podpirali so ženske z kongresnice, z denarjem, seveda tiste, ki so zagovarjali demokracijo, vladavino prava, človekove pravice, niso imele težave s splavo in tako dalje. No in ko sem prišla v Slovenijo, se nas je zbrala ena skupina ljudi, češ mi tudi rabimo en tak medij, eno takšno stran, ki bo na nek način support ljudem, ki, ta sem lepo slišala, zdaj dobro v srcu mislijo, ki so ljudje, imajo vrednote na pravi strani, ki verjamejo v človekove pravice, demokracijo in tako dalje. In smo iskali pol žensko ime. Zdaj pa, katero je žensko ime tako prav hoteli smo žensko ime, da bi bila pač lista. In tako sedimo v enem lokalu, v katerega smo tisti čas pogosto zahajali, in nikoli niso imeli mete za mohito. Kje je meta? Meta, nimate mete, ne moramo mohito piti. In od tega je potem, kaj pa, če bi bila metina lista? Tako da od tukaj je ime, zgled, smo pa, mislim, ko smo si pa predstavljali, kdo pa je ta oseba, ki bo rekli, kdo pa je meta, smo pa prišli do ene spet prijateljice, je pripovedovala zgodbo o svoji, ne vem, prababica, ki je že na začetku 20. stoletja, tam iz Sodražice je bila doma, pšenica se je pisala in je se šla poslovno žensko. Pazi to, na začetku 20. stoletja je ona, mož menda ni bil bog ve kaj, je pa, so imeli nekaj denarja, so kupili avtobus in so vsi otroci z prevažanjem avtobusa potnikov, jih je preživljala celo družino in taka gajstna gospa, ki si je upala, ki si je drznila, ki je bila pogumna, ambiciozna, ki se ni uklanjala mogoče kakšnim, veš, družbenim trendom, ki so takrat veljali za, ti si pa ženska, moraš pa to, ti si pa moški, moraš pa to, to se spodobi, to se ne spodobi, ampak je imela idejo in gas. Dolga razlaga, vedno, ko delam delavnice, nastopanja, rečem na kratko povedati, bistveno, evo, 5 minut. Seveda. Jaz sem mislila, da boš tukaj potegnila kakšno analogijo z meto iz Cvetja v jeseni, ampak zgleda, da to ni to. Torej, Metina lista, okolju prijazna spletna postaja za osebe širokih pogledov in aktivnega duha. Ampak segli bomo zdaj v tvojo osebno zgodovino. Seveda, zakaj v novinarstvo? Zato, ker me zanima zelo veliko stvari, ker rada potujem, ker rada spoznavam različne stvari, ljudi, običaje in se mi je zdelo, da bi znalo novinarstvo biti tisto, ki je zame. Ker ne bo pisarniško delo, bo delo na terenu, bo delo tudi z ljudmi, čeprav vemo, da mogoče to včasih ni najlažje, ampak vseeno mene je veselilo pa ta ideja o potovanju, o tem, da lahko prideš, ne vem, blizu enim ljudem, ki jim sicer mogoče kot običajen človek ne bi prišel. Pa si študirala novinarstvo? Ja, sem. Ko sem vpisala, sem pravzaprav razmišljala sem, ali tista klasična dilema in klasična trojka, ali ekonomija, pravo ali novinarstvo. In potem sem šla delati
sprejemne izpite povsod, na koncu sem se odločila za novinarstvo, tako da sem končala, diplomirala novinarstvo, tržno komuniciranje, potem sem pa šla še naprej magisterij ameriške in svetovne študije, tako da sem pol to politologijo magistrirala. Številni se te gotovo spominjajo kot voditeljico športa na Pop TV-ju. Nekako se mi zdi, da si izstopila iz te cone udobja, seveda voditeljica na Pop TV-ju, pa potem dopisnica Pop TV-ja v Washingtonu in na to skok iz te cone udobja, kajti preskok v nek, bom rekla, zasebni sektor, v nek nov medij, najbrž to ni bila lahka odločitev. Ali pa glede na to, kar si povedala najprej. Ja, veš kaj, ni bila toliko težka odločitev, kakor je bila kar precej nora, ko danes pomislim, ne, z ne vem, 11-letnim, 12-letnim zamikom. Jaz sem takrat bila zelo sveža iz ZDA, tam je bilo, tako kot sem rekla, gledala iz, v narekovaju, z prve vrste, ko so se te nove stvari začele dogajati. In mi je bilo kar precej jasno, da začenjajo tradicionalni mediji izgubljati to glavno vlogo, ne. Tako da sem jaz videla, da se bomo začeli seliti v nove medije, da bodo družbena omrežja zelo pomembna. In ko sem prišla nazaj, sem se vrnila na Pop TV, ki je bil malo drugačen od takrat, ko sem ga zapustila, ne. Čeprav je bilo vmes slabih 7 let, ne, ampak se je kar nekaj stvari spremenilo in nekako se nismo našli skupnega jezika ali pa se nisem našla v tistem modelu, ki je takrat bil. Tako da sem se jaz odločila, češ, zdaj sem pa jaz premlada, da bi se usedla in jamrala tako kot kopica mojih kolegov in kolegic, kaj vse ni v redu, ampak pol pa ne naredijo nič, da bi probali kaj drugega. Meni se je zdelo, da sem dovolj mlada, da lahko kaj takega naredim, tako da sem pol rekla pač hvala lepa tisti zgodbi, ki je bila na Pop TV čudovita, jaz sem krasne priložnosti tam dobila, ne, delala super stvari, ampak pol sem šla pač to, saj jaz sem da skozi zasebnica neke vrste, ne. Nikoli zaposlena tudi na Pop TV-ju. In pol sem šla v te nove vode na glavo in od takrat smo s prijatelji in prijateljicami naredili, ustanovili to Metino listo, to delamo že 11 let, različne vsebine, ampak da lahko to delam, ker je situacija z mediji v Sloveniji kakršna je, pa tudi pač Slovenija je zelo majhen trg, ne, počnem še kupico drugih stvari, ki pa so tako ali pa drugače povezane s tem, kar sem študirala, s tem, kar delam, kar vem, znam, kar se pravi komuniciranje, nastopanje v javnosti, vodenje prireditev, pogovorov in tako dalje. Podcastov z Darjo Groznik. Ja, res je. Ampak kakšen je ta poslovni model? Seveda, a ste dobili kakšna visoka finančna sredstva za zagon te Metine liste? Ne vem, za denar se potegujete še danes na kakšnih razpisih. Seveda to je aktualno vprašanje. Naprimer, naj spomnim, da ravno danes je 5 let, odkar je začel delovati portal Oštro, tudi Anuška Delić bo moja gostja naslednji mesec. Takrat bomo govorili o financah, o denarnih tokovih, o tem, kam izginja javni denar in zakaj je to pomembno, da spremljamo prav vsi, da smo pozorni na to. Torej, poslovni model, kako se financirate? Ja, Vas financira država, Ja, vas financira seveda. Evropa, medijski sklad obstaja, lahko bi financiral tudi Metino listo. Ja, veš da. Daj najprej definiraj, kaj so visoka investicija, sredstva za zagon. Kaj je visoko? Naprimer, sredstva, ki omogočajo, da so zaposleni 3 ljudje, Ja, veš da, naprimer, mislim. ki ustvarjajo vsebine. Ne, mi smo šli zelo na glavo, ne. Smo, mislim, brez poslovnega modela. Nismo štartali, aha, to je poslovni model, ampak smo štartali, to so vsebine, to delamo in bomo videli, kaj lahko mi iz tega naredimo, ne. Poslovni model, ki se je v naslednjih letih seveda razvijal, je bil, vedeli smo, da bomo poskušali dobiti nekaj sredstev za delovanje v okviru različnih razpisov. V Sloveniji je recimo na voljo za medije en sam razpis, to je razpis Ministrstva za kulturo, ki pa je takšne sorte, da
lahko dobiš največ do 50% financiranja. Se pravi, če razpišeš, jaz bi pa delal ta pa ta projekt, recimo, da rečemo novinarjev Kaleidoskop, da to ocenimo na 10.000 evrov na leto, je, če dobiš maksimalno število točk, dobiš 5.000 evrov. Začeti moraš recimo januarja, če si uspešna na razpisu, zveš junija, in mogoče lahko oktobra, novembra prvo tranšo dobiš, ne. Skratka, to je medijska realnost medijskih razpisov v Sloveniji, ne. Mi smo se na tega 2-krat ali 3-krat prijavili, samo enkrat sprejeli sredstva in to je bilo, mislim, da nekih 3.000 evrov. Skratka, ne, od tega težko bi 3 osebe zaposlili, ne. Tako da smo štartali na različne razpise, ker smo bili vpleteni tudi, na začetku smo zelo štartali z vsebinami enakost spolov, merjenje, ne vem, prisotnosti žensk v medijih, pa žensk v politiki in tako dalje, ne. Tako da smo gledali malo evropske razpise, tudi še ene druge nacionalne, en del so seveda bila naša lastna sredstva, veliko prostovoljstike in pa tudi vedno imamo odprt zavihek, če se vam zdi, da so naše vsebine vredne vaše podpore, bomo veseli tudi vaše podpore, ne. Moram pa seveda takoj reči, da vsi, ki delamo Metino listo, smo zaposleni ali delamo druge stvari, da se lahko to gremo, ne. To je, bom rekla, žal, ampak še vedno v precejšnji meri prostovoljni projekt, ki pa daje druge vrste zadovoljstev in marsikomu tudi priložnost prek drugih kanalov, ne. A veš, ne samo, da kakšni tudi jaz to jemljem kot vaja nastopanja pred mikrofonom, a veš, da ne padeš ven iz feelinga, jih je pa, ne vem, v drugih zgodbah, a razumeš, tudi pomaga, so jih že spraševali, kakšne, ki so jih druge podjetja zaposlila, je to, da so delali neke stvari v okviru Metine liste, je bil plus, ne. Ampak da bi se pa dalo od malih medijev s tem, kar mi delamo, živeti, to pa moram reči, da nismo nikoli imeli nobenega zaposlenega, kaj šele 3. Teme, ki jih lansira Metina lista in tudi podcasti, ne gre samo za Metin čaj, s katerim si začela, kaj ne, v okviru Metine liste, zdaj so pač še drugi podcasti. Torej vsebine, nekaj si že omenila, enakopravnost, položaj žensk. Zdi se mi pa zelo zanimivo in to sem ravno zadnjič gledala, sem iskala enega gosta, Kje so naše ladje, mogoče se kdo še spomni tega legendarnega naslova radijske oddaje Kje so naše ladje, ki je govorila dejansko o tem, kje so ladje splošne plovbe, ampak vi ne ugotavljate, kje so dejansko ladje, ampak. Ja, no, znanost je tudi eno od področij, ki mu posvečamo veliko pozornosti, od tega, da poskušamo mlade znanstvenike in znanstvenice izobraževati v nastopanju, pa pomagati, ker ustvarjajo 2 podcasta za znanstveno vsebino, do pokrivanja znanstvenih področij, ampak skušamo to delati ne na tak način, da je zanimivo ali pa razumljivo zelo ozkemu krogu ljudi, ampak poskušamo za splošno publiko, ker se nam zdi zelo pomembno, da se znanstveniki vključujejo v zadeve splošnega, v zadeve, ki se tiče vseh nas, ne, tako kot smo imeli, ne vem, primer 2 leti skupaj COVID, mi hočemo, da nam znanstveniki to razlagajo, ne. Saj to ne pomeni, da je vse brez napak, ampak kdo pa bo več vedel o teh stvareh, kot nekdo, ki to 10, 20, 30, 40 let raziskuje in dela na tem, ne. In to poskušamo malo približati znanost splošni publiki. In Kje so naše ladje, je pa projekt, s katerim smo začeli, mislim, da 2015 ali 2016. Ideja je pa bila, to sem verjetno malo jaz prinesla, ker sem tudi sama v tujini živela, ne, in spoznala veliko zelo zanimivih ljudi, ki so in še vedno kakšni delajo na vrhunskih univerzah in imajo strašne uspehe. Pri nas doma pa, kada je malo kletvica, če rečeš, da si v tujini, da nekje delaš ali da si nekje uspel, ne. A zdaj nam boš pa ti govoril, ko si prišel od tam pa tam, ne. No, in smo hoteli in delamo to mapirati, se pravi na mapi sveta, kot neke bucike
digitalne zapikujemo noter, kje so naši znanstveniki in znanstvenice na delu na tujih znanstveno-raziskovalnih inštitucijah. Ne. In to seveda poskušamo kar se da sproti posodabljati, dobiti kakšne sredstva recimo od ARRS-ja. In mislim, da imamo trenutno čez 300 znanstvenikov. Mislim, ko smo gledali, kaj od tega v Sloveniji imamo, smo ugotovili, da nimamo nič, da ne vemo, kje imamo koga, nam se je pa zdelo pomembno to izpostaviti, konec koncev tudi kot pomoč medijem, novinarjem in novinarkam, ko iščejo sogovornike za svoje oddaje. Lejte, klele imamo, ne vem, strokovnjaka ali pa strokovnjakinja za to in to, dela tam pa tam, ne, ko iščeš tudi kakšne nove obraze, pridejo te informacije prav. Ne. Tako da to smo naredili, se pravi, ene 300 plus, daleč največjih je v Združenih državah, mislim, da so pol Velika Britanija, Nemčija, eno takšno zaporedje je. Ne. Zelo malo, 1, 2 smo v Afriki ujeli, v Latinski Ameriki tudi bolj malo, v glavnem pa ja, Evropa pa Severna Amerika. Je zanimivo vedeti, kje vse živijo Slovenke, Slovenci, ki dejansko prispevajo k razvoju znanosti na različnih področjih. Enakopravnost žensk, zanimivo, prav na Metini listi smo lahko spremljali tudi podatkovno zelo bogato statistiko, koliko in zanimivo, koliko je na primer ženskih sogovornic v medijih. Ne vem, če ste opazili, da pravzaprav v pretežni meri, pa dobro, sledilo bo vprašanje, če je zdaj kaj drugače, pravzaprav nastopajo moški sogovorniki. Ampak ali se je tukaj kaj spremenilo? Konec koncev dobili smo prvo predsednico, imamo predsednico Državnega zbora, imamo 34 poslank, imamo koliko ministric že? 7 ministric, skratka, številke kažejo na izboljšane razmere. Torej, še moramo govoriti o tem, ali je to zaključena zgodba, smo zdaj enakopravni dovolj, ali ne? Mislim, to so stvari, ki nikoli niso čist zaključene, to je nenehen boj. Ne. To statistiko smo začeli spremljati skupaj v sodelovanju z podjetjem za analize medijev Clipping. Takrat smo se našli, nam je v obojestransko interes bil, da to delamo. Mi smo namreč želeli, dovolj nam je bilo poslušanja o tem, sej strokovnjakinj pa ni, pa ne moramo jih najti in gor dol, ne, in smo začeli prav meriti, koliko je, najprej smo imeli, mislim, da časopise, pa pol televizija ali ravno obratno, namreč koliko jih je pa žensk noter. In je približno tako bilo, da so bile statistike od, da jih je bilo, 20 do najboljše številke so bile 30%. Se pravi, da maksimalno vsaka tretja v studiu za komentiranje česa je bila ženska. Zdaj, kar se mene osebno tiče, ko jaz iščem sogovornike, jaz ne pogledam, kaj ima kdo v hlačah, ampak pogledam, kdo kaj ima na kakšno temo za povedati. Je pa res, da ko postaneš pozoren na te stvari, ne, da vidiš, da smo ujeti v neke klasična imena, tisto, kar imaš pri roki, tisto, kar že poznaš, večino pozicij, ker seveda hočeš govoriti s tistim, ki je na vrhu, ne, večino direktorskih, voditeljskih pozicij pač imajo moški, ne, saj te stvari se spreminjajo, ampak ta statistika je tudi zaradi tega takšna, ne, je podobna v Evropi, tako da nismo v Sloveniji nikakršen otok v tem pogledu, se izboljšuje, ker sem opazila, ko smo začeli to delati, da so tudi kolegi začeli več pozornosti temu posvečati. Ni pa čisto enostavno, ker poleg tega, da imaš seveda več moških na pozicijah, je z ženskami res več dela, da prepričaš, da pridejo v mediji. Zato, ker smo nekajkrat bolj strogo presojane, ko gremo v medije. Poglej Urško Klakočar Zupančič, ne? Pa nič ne deklariram kle za fenica, ne fenica, ampak kakšne ima čevlje, koliko ima kratko krilo, a poje ali ne poje. Imeli smo pa primer, 3 tedne nazaj, super akcija, ko bivši predsednik je prodajal svojo katrco in so krasno vsote denarja zbrali, ampak on je v enem videu v kontekstu prodajanja te katrce, in če si opazila, je posnel video, v katerem je razlagal,
sej kul, smešno, ampak je razlagal, kje je boljš seksal. Ali v Katrci ali v Fičkotu, kjer je boljš, ne vem, za stegence, ne stegence, gor dol. No, zdaj si pa predstavljaj, da bi predsednica Nataša Pirc Musar posnela kaj takšnega. Ne? In na tisto njegovo ni bilo nobene reakcije zares v medijih. Na Klakočar Zupančič pa, ko je pela, in grede tisti, ki se spoznajo na petje, pravijo, da celo ni bilo slabo, ne? Mislim, jaz si ne bi svetovala tega nastopa, ne? Ampak smo videli, kaj je bilo. Znotraj kampanje... Splošno zgražanje. Tako da ženske smo veliko strožje smo presojene, to je ena stvar. Druga stvar je, da smo pač tako narejene, da hočemo, preden gremo nastopati, o eni stvari skoraj vse vedeti. Pač to so tako raziskave pokazale, mi moramo skoraj vse vedeti, da se počutimo dovolj kompetentne, da gremo v nečem govoriti, kar je seveda pravilno, ampak številka, o kateri se govori, in so mi jo raziskovalke povedale, je, ženska mora skoraj 90% čem vedeti, da si upajo nastopati, pri moških je ta odstotek 60. Bom že nekaj povedal. Ne? In zdaj, tisto je narobe in narobe je, če te preveč ustavlja, ker moraš čisto vse vedeti. Ne? Plus družinske obveznosti, še vedno večji del pade na žensko, po otroke, ne vem, sej se stvari porazdeljujejo drugačne. Ja, v času covida je bilo to zelo eksplicitno, ne, kaj vse je morala ženska narediti v času covida. Lej, stvari se spreminjajo, ampak ko razlagamo te statistike, pač zakaj je tako, zato je tako. Ne. Jih je v politiki več, kar so dobri podatki, ne, ampak še vseeno pa, ko bomo enkrat to, bomo rekla, ponotranjili in ne bomo več videli spola, ko bo nekdo nekaj razlagal, ne, in bomo enako kredibilno jemali, ali bo to moški ali ženska, ampak važno, ali si strokovnjak oziroma strokovnjakinja, a imaš kaj zapovedati, ne da bi od nekoga štelo že v štartu več kot od drugega, takrat se o teh stvarih ne bomo pogovarjali, mi tam še nismo. Ampak smo pa sicer primerjalno gledano z drugimi državami še vsem v odlični kondiciji, ampak boljši od velike večine. Ne vem zakaj, ampak zdaj sem se spomnila, da mogoče sem se spomnila včerajšnjih Odmevov na televiziji Slovenija. Veliko več je moških komentatorjev politike. Ženske so zelo redke, ponavadi moški. Ker si ne upa, mislim, ker komentirajo. Ja, ker so pogosteje pred TV ekrani in potem pogosteje kličemo ene in iste, ker si bolj drznejo ene stvari reči, ker se jim ni težko jeti neke duele, spopade. Ženske smo malo drugače narejene, dajmo se zmeniti, dajmo se pogovarjati, ne, oni so pa na gobec. In to je dobro za medije. No, to je dobro, da vemo, da smo pozorni in seveda korak za korakom se tudi spreminjajo. Ja, seveda se spreminja in se bo in je drugače, ampak to niso stvari, ki se lahko čez noč spremenijo. Ne? Vem, da spremljaš tudi tuje medije, pa vprašanje od današnjega dne, kaj ti bo ostalo od recimo domače in tuje novice, kaj se je takega zgodilo. Gotovo ves čas preverjaš informacije, to počnemo pač novinarji, nekako ne moremo brez tega, da ne bi bili obveščeni prav vsem. Ampak kaj je, na primer, od današnjega dne ti ostalo nekako v glavi? Spremljala sem Planico, kaj se bo dogajalo, kakšno bo vreme, ali bo jutri tekma, ali ne bo tekma, ali tisti veter, ki naj bi prišel, ali bo odpihnil, ali ne bo odpihnil. Ne. Še vedno sem, jaz sem vedno bila športnica, vedno bom, tako da te športne strani vedno z veseljem pogledam. To seveda dogajanje v zvezi z Ustavno sodišče in RTV, to od domače scene, še vedno me zabaval danes tudi nedavni intervju premiera Goloba v oddaji Preverjeno, zabaval tisti del, v katerem ga je intervjuvala njegova partnerka. Na tuji sceni pa sem danes bila v glavnem v vprašanjih okoli umetne inteligence in vpliva na različna področja.
to chat GPT, to jezikovni modeli, o katerih se zadnje mesece veliko govori in se zdi, da na glavo postavljajo veliko. To je nekaj, o čemer sem brala in o svarilih strokovnjakov in strokovnjakinj, da to je res, da to so res mogočna orodja in da mogoče moramo malo na bremzo pritisniti, preden gremo s tem naprej. Kje se ti informiraš? Na Facebooku, ne vem, na Twitterju? A pogledaš mogoče zjutraj spletno izdajo, ne vem, Dela, pogledaš MMC? Vse. Kako se informiraš? Vse pogledam. Jaz pač gledam seveda Twitter, na katerem imam pač svoje kanale medijskih grup, ki so na Twitterju, ne, se pravi, ne vem, vse tuje, mislim vse tuje, BBC, New York Times, Washington Post, posamezni novinarji, ker mogoče niti nisem toliko zelo več na celo medijsko skupino, kot na ta novinar ali pa komentator mi je zanimiv in sem pol pač na njegove tvite ali pa njene tvite priklopljena. Na Facebooku. Facebook ne jemljem kot, grem zdaj pogledati na Facebook, da vidim, kaj se dogaja po svetu, ker vem, kako delujejo tisti algoritmi in me ta način ne zanima. Pogledam seveda spletne izdaje slovenskih časnikov, RTV, 24 ur, Siol, Delo, Dnevnik, Necenzurirano, N1, skratka grem po tej klasični poti in tuje, ampak tuje v glavnem preko Twitterja, kar jim direktno sledim, ne. Je pa že dolgo let od tega, kar sem nazadnje kupila kakšno časopisno izdajo. Pač te časopise berem na spletu. Jaz se spomnim, to sega v obdobje, ko sem bila še v Združenih državah in sem kupovala tisti Washington Post in ga brala in te ameriški časopisi so, ne vem, naši so tako, pa se so ameriški verjetno tudi zdaj malo tanjši, ne, tisti Washington Post, vsak dan, ki se ga dobil, je bilo pa skupaj s prilogami taka cela klobasa, ne, in sem. Ampak tudi to se je zdaj močno spremenilo. Tudi to se je spremenilo, ja, priloge. No, in tisti sem jaz nekaj časa kupovala, na kar sem ugotovila, čak pa zakaj jaz to kupujem, če tako rekoč neodprto ostaja, ker to, kar me zanima, berem na spletu, ne. In sem že tam enkrat 2005, 2006 nehala tiskane stvari kupovati. Seveda to ne pomeni, da kdaj ne kupim sobotne priloge, mislim sobotnega Dela, Dnevnika in tako dalje, ne, to še vedno, ali pa tudi kakšne revije tedenske, ne, ampak nisem pa naročena in nisem, da bi, ura je 8, odprla se je trafika, gremo po časopis. Ne, ti dnevi so mimo. Ja, saj tudi trafike so že tako postale redke, da boš težko našla trafiko, kjer bi lahko kupila časopis. A to pomeni, da je časopisom odklenkalo? Jaz to sploh ne bi rekla, zaradi tega, ker pač časopisom v tiskani obliki mogoče. Sej tisto, kar berem na spletu, je zares tisto, kar je v tiskani izdaji, pri čemer je mogoče še malo bolj aktualno, ker za tiskano izdajo imajo deadline, ne vem, ta zadnji je ob 9:10, če se poruši kakšna stolpnica, drugače pa ne vem, predvidevam, da že okrog 6 grejo počasi, zaključujejo redakcije, ne, ali pa ne vem, okrog 8, ne, tako da tisto, kar dobiš ob 7 zjutraj na mizo, je lahko že sploh, ker me ne zanimajo v glavnem tudi predvsem tuje, dogajanje na tujem, no, je že vse staro. Zdaj, kako se znajti na spletu, ne? To je vprašanje, ki je dokaj pogosto v teh pogovorih v okviru novinarjevega Kalejdoskopa. Novice kar naprej bombardirajo na nas, pravzaprav vse vemo in zdi se mi, da hkrati se ne znajdemo dovolj. Ali ti misliš, da se znajdemo, da ljudje dovolj dobro prepoznavajo, ne vem, verodostojne novice, da znajo ločiti lažne od res pravih novic, da se znajdejo? Mislim, po mojem je kar težko vsem nam, ne, ker mi nimamo danes težav s ponudbo, ker tega je več kot kdajkoli, ne. Problem je, da je tudi seveda kar nekaj plevela med tem in je, tako kot si rekla, ne, res težko razbrskati zrnje od plev. Jaz to delam tako, da pač sledim ljudem, novinarjem, medijem, ki so zaupanja vredni, ki niso od včeraj, ki imajo za sabo en
track record, da jim lahko zaupam. Zelo redko, to so me pa že naučile in delo v novinarstvu in tako, da bi en vir prebrala, pa aha, to tako je. Ne. Zdaj jaz veliko kolegov in kolegic poznam, če je kdaj kakšna taka stvar, zelo hitro lahko tudi koga pokličem, pa a je to res tako bilo ali pa a poznaš ozadje in tako dalje. Nimajo vsi tega luksuza, ne, ker niso vsi v novinarstvu ali pa da bi delali v medijih, ampak jaz se poskušam reševati pred smetjem tako, da več stvari na določeno temo preberem. No. To je moja obramba pred dezinformacijami, lažnimi novicami in tako dalje. Si se ujela kdaj na lažno novico? Seveda, čakam. 1. april je za vogalom, čakam, kje me bodo lovili, komu bo uspelo. Ne, seveda se kdaj. Mislim, poskušam pa res, ne, ker to, veš, na družbenih omrežjih včasih prehitro skočimo. Ne. Poskušam se malo, kadar je kaj zelo neverjetnega, se poskušam samo sebe malo nazaj držati, dajmo počakati, da vidimo, kaj je res in kaj ni. Ne. Čeprav včasih pozabljamo, da so lažne novice obstajale že stoletja nazaj. Ja, veš kaj, ko bom jaz videla, da bo nekaj, ne vem, Darja Groznik napisala ali pa, ne vem, Ervin Milharčič, bo manjša verjetnost, da deli en fake, ker vem, da razmislijo, ker vem, da te stvari delajo že dolgo, ker vem, da tudi sami imajo določeno znanje na različne teme, ne, in bom zaupala. Zdaj, ali to pomeni, da se vidva nikoli, ali pa še kakšni drugi, ker je en kup fajn kolegov, da se ne bi nikoli zmotila? Seveda ni. Ne. Sam ne moram vsega sama, ne. Jaz vas rabam. Zdaj bi rada spomnila, da sta Nobelovo nagrado za mir leta 2021 prejela filipinska novinarka in ruski novinar, pa se mi zdi zelo zanimiva misel te filipinske novinarke, ki je rekla, da je tekma za objavo novice končana. Zdaj smo vsi novinarji na isti strani in zdaj je za vse aktualna bitka za dejstva. Dejstva je tisto, za kar se borimo in tisto, kar šteje. Ne? In tisto, kar šteje, in ker smo narejeni na prehitro in ker so mediji v zadnjih 20 letih so proračuni, veš sama, se skrčili v zelo velikem obsegu in za malo denarja pač dobiš malo muske. Jaz se spomnim, preden sem šla v ZDA, se pravi, to je bilo leta konec 2003, smo imeli eno informativno oddajo takrat na Popu. Ko sem prišla nazaj, manj kot 7 let kasneje, smo imeli nekaj ob 11. dopoldne, nekaj ob 1, nekaj ob 5, nekaj ob 7 in potem še ta poročila zdaj, ki so večerna, z tudi manjšimi ekipami. Zdaj, koliko kvalitetno se lahko stvari pripravljajo, če moraš več za manj producirati. Ne. In je težko, ne. Situacija za novinarje in novinarstvo res ni blesteča, smo pa v veliki meri si, po mojem, tudi sami krivi za situacijo, v kateri smo. Aha, no to me zanima, boš kar nadaljevala, torej razmere v novinarstvu, saj to v bistvu je taka javna skrivnost, da novinarji vemo, da pravzaprav smo veliko krivi sami, da je prišlo do teh raznih tudi medijev v narekovaju. Kolega, s katerim delava skupaj, 4 smo, delamo en podcast o notranje političnem dogajanju, sovodi agencijo Valicon, v okviru katere merijo zaupanje v poklice in tudi posameznike. Ne? In analize kažejo, da zaupanje v medije, v novinarje ne raste, ampak pada. Razlogov je več, jaz tega ne raziskujem akademsko, tako da bom težko po nekih korakih razložila, zakaj smo, kjer smo, ampak ko si že prej omenjala družbena omrežja, meni se recimo zelo slabo zdi, ko se novinarji in novinarke večjih medijev
na Twitterju izpostavljajo zelo s svojimi osebnimi mnenji in konfrontirajo z ne vem, vodilnimi politiki v državi. Ko sem bila v Združenih državah, so recimo imeli časopisi, ko sem bila tam ali pa zdaj, ko nisem, zelo ločeno novičarsko redakcijo od komentatorske redakcije. Se pravi, tisti, ki je šel na dogodek in ga pokril, kot se novinarsko pokrije določen dogodek, ne, kdo, kje, kaj, komu, kdaj, zakaj in tako dalje, ni bil isti, ki je v isti številki časopisa napisal še mnenje o tej stvari. Ne. Ker kako ti pol lahko si v očeh ljudi nepristranski, se vsi imamo mnenja, ne? Noben ni objektiven. Imamo mnenja, ampak gre za to, ali profi narediš svoje stvari ali pa ne, ne? Kako lahko mislimo, da bo nekdo nepristranski, če se bonga, ne vem, z Golobom, z Janšo, kaj za komarkoli na Twitterju, v katerem jasno vidiš, kaj si misli, pol gre pa delati kot poročevalc. Seveda ga pristaši ali pa ne pristaši ene ali druge strani ne bodo videli kot ne vem, kot profesionalnega. Ne? To je problem, ker se meni zdi kar ne tako zelo majhen. Ne? Misliš, da bi se morali novinarji bolj brzdati? Jaz mislim, da eno so komentatorji in kolumnisti, ki pač ne vem, dosežeš ta status, ko prideš na določeno raven, ne moreš pri 20 letih komentirati, ker pri 20 pač ne veš dovolj, da lahko stvari... Čeprav splet pa ravno to dopušča, da seveda, lahko da vsi komentira vsak vse povprek. Tako pa smo strokovnjaki na COVID in cepljenje bili, zdaj smo v zadnjem letu se razvili v strokovnjake za različne izstrelke pa geopolitične odnose, pa kdo v Ukrajini je kriv, pa ni kriv, pa eni za mir, pa eni za vojno. Ne. Ena stvar, ki smo po mojem tudi narobe naredili, je s pojavom spleta in interneta, ne, smo nad to fascinacijo, kako to je vse cool, kako lahko mi hitro prinesemo neke novice ljudem, smo vse dali online, nič nismo razmislili, da je tukaj zadaj en kup dela, kako to zaračunati. So eni časopisi in mediji, ki so se tega zavedali, običajno gre za tiste, ki so pokrivali finance in gospodarstvo, ne vem, Wall Street Journal, Financial Times, pri nas tudi finance, ki so te stvari malo bolj razmislili, ne? Večina pa ni, vse je šlo za stonj gor in potem smo po 10 letih ugotovili, da zadeve niso vzdržne. Ja, zdaj nam pa vi plačajte za to, da to berete. Ne? In vsote niso ogromne, ne vem, kakšni, kaj zvem, par evrov celo, jaz plačujem za Washington Post 80 evrov za celo leto. Ne? Za celo leto. To je manj kot 10 evrov na mesec. Ne? Ne vem, 2 glaža komarc. To pa že dam, ne? Zato da lahko berem novice iz sveta. Skratka, mislim, da res smo, jaz se pač ne ukvarjam z tem dnevnim poročanjem, druge stvari delam v življenju, ne? Ampak da smo novinarji žal malo tudi del problema. Namesto, da bi bili del rešitve. Da moramo malo iz tega piedestala iti, kako imamo vse prav, pa kako vse prav delamo, pa ljudje, vi nas poslušate, mi vam bomo povedali, ne. Kaj je zate novinarska profesionalnost in seveda uravnoteženost, eno ni enako drugemu, a ne? Zakaj to ljudje potrebujejo? Prijateljica mi je enkrat rekla, ko sva se o tem pogovarjali, kao, zakaj se gre novinarstvo, ne, in sva debatirali v kontekstu, kako so eni bolj kolegi, bolj delujejo kot neke vrste družbeno-politični delavci, ne, je, to delamo, v angleščini je to challenge power, not to sleep with it. Ne, se mi zdi, da je prevečkrat pri nas obratno, je pa tudi res, da so situacije, kakršne so, dela ni veliko, tudi na primeru RTV-a, ki ga zdaj lahko spremljamo, ne, ni rožnata situacija, ampak ljudje rabijo službe, ljudje imajo kredite in potem se marsičemu ukloniš, kar se mogoče sicer ne bi. Tako da, zakaj novinarstvo? Zato, ker jaz še vedno ga razumem kot četrto vejo oblasti, ker želiš ljudem pomagati razumeti, kako oblast deluje in jo, če sem lahko malo vulgarna, držati za 3 pikice.
Zdaj, mogoče vprašanje, podpiraš torkovo stavko RTV. na RTV-ju? Ja, ne morem mimo RTV-ja, ne. Danes je Ustavno sodišče začelo obravnavati ustavna presoja poteka novele zakona o RTV-ju. Marsikaj je od tega odvisno, ampak kakorkoli že, torkova stavka je napovedana, kako bo izpadla, še ne vemo, veliko različnih mnenj je, ali je zdaj to prepozno, ali je to brez veze. Zdaj ti si tudi sodelovala s Studiem City, ki ga že kar dolgo ni, koliko časa ni Studia City? Že kar leto debelo. Ja, tako. Takrat se je vse skupaj nekako začelo. Pogrešaš? Najprej to, pogrešaš Studio City? Jaz sem tisto rada delala, tako da absolutno pogrešam oddajo, ker se mi zdi, seveda mislim, da je absolutno bila kot mnoge potrebne kakšne prenove, sem pa poznala sodelavce, urednike in vem, kakšno je bilo finančno ozadje in kaj se je dalo in ni dalo narediti, tako da absolutno bi bilo treba malo prenoviti, ampak nikakor pa ne, je bila pa ukinitev, pa ni bila posledica dajmo nekaj drugače pa sodobnejše, ampak dajmo se tega znebiti. Tako da meni je bilo fajn nastopati, jaz sem bolj kot ne televizijski človek, tako da nisem imela s tem težav, tako 5-krat, 6-krat na leto sem prišla na vrsto in sem z veseljem to delala. In bolj spremljala komentarje na Twitterju, kako nimam pojma. Si bila kdaj tudi prizadeta zaradi teh komentarjev, ali so bili samo prizanesljivi ti komentarji? Ne, nikoli niso prizanesljivi. Z nivo komuniciranja, z pojavom družbenih omrežij, ko misliš, da dosežemo dno, se še znamo skopati še globje in globje. Tako da ne, na Twitterju se tudi ljudje zelo veliko umikajo te razne zaprte skupine, tipa Messenger, WhatsApp, Viber in tako dalje, ravno zaradi res zelo toksičnega nivoja razprave na Facebooku, na Twitterju je pa mogoče še bolj. Jaz sem v medijih že skoraj 25 plus let in sem se po toliko letih že malo trdo kožo dobiš. Zdaj, ali ti je čisto vseeno, ko leti, kar leti, malo je zoprno, ampak ne vem, 15-20 let nazaj bi se veliko bolj zaradi tega sekirala, zdaj pa to je pač del posla. Vzameš, imajo družbena omrežja čudovite funkcije, ki se jim reče mute ali pa blok, tako da jaz se tega poslužujem, kadar se mi zdi, da se kdo prestopi mejo, nimam nobene težave z kritikami, kadar so te izražene na nek spoštljiv način, kadar postane žaljivo, pa pač mute pa blok. Torej sva pri RTV-ju in pri stavki en tak kulturni boj poteka pravzaprav na RTV-ju. Ne vem, se ti zdi, da je vse skupaj pretirano ali da je dejansko ta javna RTV nekako na razpotju? Mislim, za javno RTV s kolegom Aljažem Pegovom Bitencem delava podcast o medijih Med in čaj že več kot 10 let in v teh 10 letih sva s številnimi tvojimi kolegi in kolegicami iz RTV-ja na to temo govorila. Mnenje vseh, če potegnem črto, je bilo, da absolutno je RTV potrebna prenove, osvežitve, verjetno tudi ne tolikšnega števila ljudi, ki delajo v tej ustanovi. Vsi so ob tem hkrati rekli ali pa se zavedali, da gre ne za gliser, ker če recimo mi na Metini listi hočemo kaj spreminjati, je to tako 2 klica, hop, hop in je spremenjeno. Ampak kot sem rekla, pri nas ni zaposlen nihče in večina dela je prostovoljnega. RTV je letalonosilka. Da premakneš letalonosilko, preden se ona parkira, kjer se parkira, to že zjutraj začnejo bremzati, da zvečer pride počasi v tisti pristan. Zelo počasi se obrača. Jaz, kar smo debatirali o situaciji, mislim celo, da ste prenežni, da bi stvari mogli veliko bolj zaostriti že veliko prej. In se bojim, da je stavko seveda podpiram, ker se mi zdi prav, da ljudje, ne vidim nič narobe v tem, da ljudje izrazijo svoje mnenje.
to, kar skušajo nekateri slikati, aha, ko so levi na oblasti je tako, ko so desni na oblasti so tako. Jaz bi želela, da so mediji predvsem profesionalni, vsi imamo svoje mnenje, nikoli in nikdar ne bomo objektivni, ker objektivnosti se ne da doseči. Že ko jaz izberem, s katerimi stavki bom nekaj povedala, katere izjave bom uvrstila v prispevek, sem neobjektivna, ker zakaj to, ne pa nekaj drugega, ampak neki profesionalni standardi pa vendarle obstajajo, ne, ki jih ne vem, ne moramo kar zamahniti z roko. To, kar se zdaj pri vas dogaja, to ti še bolj veš, so neke razmere, poteze, ukrepi, ki so jih bili mogoče vajeni ljudje v nekih drugih časih, po mojem v te čase ne spadajo, ne. Se pa bojim, jaz prav optimistična nisem, se bojim, da nikoli več ne bo, kot je bilo. Upam, da to ne bodo preroške besede, ampak dobro, bomo videli. Že prej je bilo omenjeno, koliko časa si bila dopisnica Pop TV? 6 let in pol, 6 let in 7 mesecev. Aha. Ne bom te vprašala, kako je bilo, ne? Takrat si intervjujala tudi ameriškega predsednika, se spomnim, to je bil George Bush. Tako, George Bush mlajši, ja. Ja, predno je prišel v Slovenijo. To je bilo res ekskluzivno, ne? To je bila kar velika stvar, res. Ja. Ne spomnim se kakšnega podobnega primera. Je sploh komu uspelo, da je intervjuval ameriškega predsednika? Ne, ni, pa naj to ne zveni kot nekakršna hvala, pač takrat je bila priložnost, preden je šel v Slovenijo, bilo nas je, mislim, smo bili 3 novinarji iz Evrope, ker zelo redko ameriški predsedniki dajo intervjuje Evropejcem, ponovadi, če že pred kakšnimi obiski, pa še takrat se zelo presoja komu, kdaj in zakaj, ne. In vedno so ponovadi to, takrat je bil z mano en novinar velike televizije iz Francije, pa eden iz Italije, pa jaz, pa oba dva sta bila 50+, jaz sem imela pa nekaj čez 30 let takrat, ne. Aha. In kakšno je bilo to za kulisje? Kako je to vse skupaj potekalo? Gotovo so te preverjali spredaj, zadaj, skratka, predno so te dopustili, ne, pa še to seveda nista bila samo vidva v sobi, to si tudi predstavljamo, kako je s tem protokolom. Ja, jaz sem seveda, ker smo vedeli, da bo tisti obisk, zaprosiš za intervju z minimalnim upanjem, da bi se kaj takšnega zgodilo. Najprej, ker sem rekla, da zakaj ne dajo evropskim, pač oni tako zelo notranje politično vse skupaj gledajo, pa presojajo malo tudi po, kdo ima kakšen domet. Zdaj, ko bo rekel New York Times ali pa CNN in velike televizije, bodo na voljo, ne. Ko pa reče en Pop TV, ki ga za njihove standarde pač noben ne gleda, je pa to zelo težko. No, in takrat smo vsi kolegi in kolegice, ne, dali zaprosilo in to večkrat in potem se je zgodilo, da so mene pač enkrat poklicali, ste vi ta pa ta, ja, no, obveščamo vas, da ste vi dobili intervju z predsednikom Bushem, do takrat pa takrat pošljete te dokumente, pa prosim, da nam javite približno, o čem bi se želeli z njim pogovarjati, ne. Kakšne dokumente? Izkaznica, pres, Pop TV, registracija, tako, ja, ne, nič drugega. In okvirno javite teme, ne nič vprašanj, ampak pač teme, o čem bi se želeli pogovarjati, in termin je takrat pa takrat. Mi smo seveda mislili, da to lahko potem uletiš s svojo kamero in postaviš tam, ne. To seveda se ne zgodi tako. Jaz sem na tisti intervju potem šla, z eno vespico sem imela v Washingtonu in sem se pripeljala pač v bližino Bele hiše. Tam te pač odpeljejo v čakalnico, mislim, sem bila 2. ali 3. na vrsti, ne 1. za intervju, ne, in potem pač čakaš, da kolega pred tabo opravi, potem te peljejo v to medijsko sobo, ki je tako kot recimo smo pač manjša, ampak luči naštimane, kamere naštimane, njihovi kamermani, ne. In potem pač sediš tako, kot jaz sedim zdaj na tem mestu in čakaš, da pride gospod predsednik, ne, in okrog tebe je pa poleg njihovih kamermanov tako še kakšnih 15 ljudi, varnostniki, PR ljudje. In bolj tako po nekaj minutah čakanja, ne, slišiš, da počasi vsi utihnajo in takrat veš, da pač prihajajo po hodniku predsednik, ne.
slišiš korake, se predstaviš, aha, o, Nataša, in potem te Američani s tem svojim načinom, kaj da bi se poznala odskoz, ne, kako si, kaj in jaz, in on je takrat kolesaril z tem gorskim kolesom v okolici Washingtona. Ja, se moramo enkrat zmeniti, ja, jaz tudi, in sem tako celo naivno, ja, veš, da bo, mislim, ne boš, veš, da ne boš s tabo kolesar tam, ker nima kaj s tabo tam kolesar, ampak je tako vse naravno ameriško, ja, jaz sem padla noter še jaz, ne. In potem imaš natančno odmerjen čas, mislim, da sem ga jaz takrat imela celo skoraj nekih, jebenti še je bilo 20 minut, kaj tacga. In potem, ko je še samo par minut do konca, tako nekdo zadaj za kamero oziroma pred tabo skače, še toliko minut, še 1 minut in sva se pač pogovarjala, kar sva se, potem so mi dali v roko, ko so pregledali, ali je posnet iz kota in vse ostalo je v redu, sem dobila kaseto v roke in potem sem s to kaseto, da mi jo ja ne bi kdo ukradel, letela nekam, kjer sem, potem jo takrat smo še satelitsko pošiljali, a veš, je bilo treba zakupiti tiste prenose in se je pač posnetek poslal v Ljubljano. Ne. Pa so pregledali oziroma določili, kateri del pogovora Ne, pač je lahko dobila sem objavljen? paket. Zdaj Ne. predvidevam, mislim, ne. Jaz iz njihove strani nikoli nisem nobenih to lahko, to ne. Vse, kar so samo vprašali okvirne teme, ne vprašanja, okvirne teme, o čemer bi želeli govoriti. Tako da to je bilo to. Zdaj si novinarka po duši. Če bi imela zdaj le priložnost, seveda to je bila kar velika reč, intervjuvati ameriškega predsednika, in če bi ti zdaj le dali priložnost, ne vem, nacionalka ali pa Pop TV, Ja. ni pomembno, koga bi intervjuvala od velikih oziroma visoko zvenečih imen, kdo bi bil? Ja, veš, kjer mi tisti? najprej padejo na pamet. Zdaj, ko smo že v Ameriki, bi z veseljem in Obamo in Hillary Clinton šla intervjuvati takoj. Od evropskih bi se z veseljem, finska predsednica se mi zdi blazno zanimiva, pa intervjuvala bi tudi to nekdanjo premierko Nove Zelandije, to se mi zdi, ali pa mogoče tudi Merkel bi se mi zdela zanimiva, nemška predsednica. Piše Imela bi knjigo, jaz ne? listo klele, takoj sezono metinga čaja zapolnjeno. In a ti je kaj žal, da nisi intervjujala Roberta Goloba, da bi ga vprašala zdaj, v kakšnem razmerju je zdaj z gospod Ja, ne, Gaber. to mene tako. Vse to ja. je bilo res, vsi mediji so to zagrabili, a ne, pravzaprav Ja. mene je malo začudilo, ampak Ja, dobro, mene to zdaj, a je tako- to tako zelo pomembno? Ja, mene to tako malo briga, s kom on je, pa ni, ne, da ga definitivno se ne bi postavila v vrsto za to, da bi se z Golobom pogovarjala o pač kjerikoli partnerki, Kaj je jo kupil v zdaj ima. Ikei? Ja, ne. Drugače pa se, komaj dober postal premier, mogoče pa še kdaj nas bo zanimal v okviru podcasta, ki ga delamo, dovolj, da bomo zaprosili za intervju. Dobro, bomo spremljali, skratka, Metina lista, gotovo bo tam objavljeno. In, Ja. no, mogoče pa, zakaj pa ne? Delamo vsake toliko, enkrat na leto specialke in potem povabimo neke predsednike, premijeje, bivše, aktualne, tako da mogoče bo priložnost tudi za to. Pojdiva za hip nazaj v Ameriko. V Beli hiši je potekal drugi vrh o demokraciji. Svet se obrača v smeri svobode, prav zapisala sem si te misli ameriškega predsednika Bidna, ampak naslednji podatek mi je bil pa res šokanten. V obdobju 3 let namerava ameriška administracija skupaj s kongresom zagotoviti skupaj 9,5 milijarde dolarjev za prizadevanja za napredek demokracije po svetu.
Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo mogoče končno lahko 3 zaposlili na Metini listi. Jaz mislim, da ima gospod malo slabe podatke, kar se tiče tega, da gremo vsi proti svobodi in demokraciji, ker No, statistika... razen Kitajska in Rusija. Ne, statistika za svet kaže nazadovanje demokraciji, manjše število je demokracij, kot jih je bilo, in pred kakšnima 2 tednoma sem imela pogovor z Matjažem Grudnom, on je direktor za demokratično participacijo pri Svetu Evrope in smo se tudi o tem pogovarjali, ker pač Svet Evrope je za človekove pravice, svobodo medijev in promocijo demokracije, in ne samo, da upada število demokracij po svetu, ampak je zaskrbljujoč ta trend tudi v Evropi. Tako da še premalo denarja se vlaga v to, ker demokracija ni nekaj, kar si enkrat izboriš in to potem je, ampak kažejo erozije zadnjih let tudi na račun, a veš, ko sva govorili kar nekaj o družbenih omrežjih, ki spodbujajo rivalstva, spodbujajo ostro komunikacijo med ljudmi, ne pripomorejo k temu. Ja, ampak ali lahko verjamemo dobronamernosti Amerike? Vemo, kaj se je zgodilo v Iraku. Zdaj, da bo ona širila demokracijo po svetu. Svojo verzijo demokracije. Ali se ne bi začeli prižigati akumulatorji. Kaj to pomeni? Sej oni, to je ta, veš, soft power, ki se ameriški govori, kao zakaj so oni toliko pomembna sila tudi v 20. stoletju bili, ne samo zato, ker so imeli, ne vem, najmočnejše orožje in največ tega, ampak tudi zaradi tega, ker so veliko vlagali v izobraževanja, spodbujanja, financiranja nevladnih organizacij, na ta način poskušali te neke ameriške vrednote. Mislim, jaz bom tako rekla, če bo tale sredstva kaj do Metine liste prišle, ste v varnih rokah. Bi brez zadržkov naprimer dopustila, da ameriški kapital naprimer seže na Metino listo? Veliko prej, kakor kitajski ali pa ruski. Mi smo recimo tudi se že v okviru, ko smo o razpisih govorili, eden od razpisov, na katerega smo zdaj 3-krat že kandidirali, ali 2-krat ali 3-krat dobili, je vsako leto razpis ameriške ambasade v Sloveniji. Small grant se reče, to so razpisi od, ne vem, 2 do 8, 9, 10 tisoč dolarjev. Prijaviš projekt, mi smo recimo eno leto prijavili projekt Metin čaj, pogovori z tujimi novinarji in novinarkami, kar vzame malo več dela gor dol, in je projekt šel čez in brez kakršnega koli pogojevanja, koga, kdaj, kje, in nimamo pač nobenih v tem pogledu zadržkov, da bi ta sredstva izkoristili za to, kar delamo. Bi imela težavo, če bi mi recimo mafici hodili okrog mene, a bi vi to, če bi pa ta funding ali pa Google News Initiatives, ki so, kopica je sredstev po svetu na voljo za, če ni omejevanja ali pa vtikanja v vsebino, se meni to, ne vem, zakaj bi se mi mogli zdeti sporno. Ti povej, tebi se zdi sporno? Jaz sem na javnem RTV-ju, tako da do javnega RTV-ja najbrž ameriška sredstva ne bodo segla. Ja, no vidiš, a se ti zdi sporno, provokativno vprašanje, zakaj moram plačevati 12,75, da vas imam? Ja, ali je to res nujno? Zato, ker je RTV največja kulturna ustanova in to... Ja, seveda, in z veseljem plačujem, še več bi mogli zaračunati, če mene vprašaš. Ampak, evo. Se ta cena obstaja že, ne vem. Vem, ja, že kar nekaj časa. 5-10 let. Se v Sloveniji novinarji ukvarjamo s pravimi temami. Zdaj, to je in ni v povezavi z Robertom Golobom in njegovim zakonskim stanom. Je premalo... Veš kaj, ne bi v en koš vse dajala. Mi imamo nasploh povej, se ukvarjamo, če tako pogledaš veliko slika. Premalo s pravimi temami, preveč je zaletavanja v male stvari. Jaz vem, da mi živc vedno pade po tleh, kadar imamo
obiske kakšnih tujih državnikov pri nas in je v tisti minuti dveh prispevka na televiziji približno minuta namenjena, kaj sta za predjed jedla, pa za glavno jed, pa pol za sladico, vsebini pa manj. Ne. Zdaj, deloma jaz seveda poznam, ker delam v medijih, poznam odgovore na ta vprašanja. Večina, ne RTV, ampak večina medijev je podvržena logiki trga, torej iščejo čim več, kot rečejo Američani, eyeballs, se pravi čim več, da klika na tisto, kar oni proizvajajo, kar objavljajo, ker več kot je klikov, više lahko zaračunaš oglase in pač, ne vem, več ljudi lahko imaš, več oddaj lahko delaš, večji dobiček ima ali pa prihodke ima tista medijska hiša. Ne. Ena spletna stran je v Sloveniji, se jo dobro poznam, ampak ko vidite tiste naslove, danes sem ga ujela. Znana slovenska novinarka je rodila. Ne. Če bi napisali, ne vem, znana slovenska novinarka Darja Groznik, ne bi toliko ljudi rodila fantka, ne bi toliko ljudi pol klikalo, kot zdaj, ko so nas namamili in je bil Firbec, čak malo, kjera znana slovenska novinarka. Hop, naredimo klik in ta klik se šteje v to bazo. Tako da premalo se posvečamo, premalo predvsem tudi tisti, kot je RTV, ki so plačani z davkoplačevalskim denarjem, ne bi pa kar potegnila črto pa rekla, da so vsi enaki, da je vse slabo ali pa tam pa vse dobro. Ne. Ker ni. Imamo zelo odlične kakšne manjše medije, odlične komentatorje, kolumniste, voditelje in voditeljice, tudi urednike, se pa bojim, da je vsem tega premalo. Premalo vidimo veliko sliko, pa preveč hočemo se zaletavati v plotove lastnih hiš. Premalo je teh širokih pogledov, odprtega duha. Čeprav je zelo veliko medijev, tudi zdaj spletnih portalov, tudi splet je naredil svoje. Ne. Kot konzument, medijski konzument, se pa velja potruditi, da izbrskaš, da najdeš. Skratka, ponudbe je kar veliko pravzaprav. Samo da ne padeš bi rekla, v primež teh algoritmov, ki te ravno v to potegnejo. Danes je... To mene skrbi recimo, kaj in kako bo v prihodnje, zaradi tega, ker pogosto mi mami recimo reče, jaz sem, ko si me spraševala, iščeš novice na Facebooku, pa mi mami reče, jaz sem brala na Facebooku. Ne. Eno, kaj pride na Facebook, se vem, da so začeli dodajati, kdo je zaupanja vreden vir in te razne zastavce in označke. To, če boste klikali na to, je velika verjetnost, da gre za pravo novico, da ne gre za fake in tako dalje. Ampak kroži res veliko plevela in ljudje, ki niso profi, pa ne gre za nikakršno podcenjevanje, hitro padeš, saj so tam pisali, saj sem tam prebral. Ne. In vsakmu, to pa so algoritmi družbenih omrežij, to, kar kažejo tebi, ni nujno isto, kar kažejo meni. Tebi na podlagi klikanja na različne stvari prilagodijo tvojo časovnico. Ne. In to zapiranje naše v te mehurčke in pol pa, ko gremo na odprto sceno na Twitter in se prerekamo od ukrajinske vojne, Rusi pravijo tako, Ukrajinci pravijo tako, ne, vsi pa dobimo servirano, kar nam nekje od drugje servirajo. Ne. Zadnjič je bil dober dokumentarec na Nacionalki. Ja, seveda, odlične dokumentarce. O teh algoritmih, kako postaneš ujetnik in kako te najdejo pravzaprav na osnovi teh klikov, ki jih produciraš. Ja. Tudi že samo, meni se zdi totalno strašljivo, tudi če samo o nečem govorim, brez da sem že klikala po telefonu ali pa iskala na spletu, kar naenkrat dobim nek oglas na telefonu. Čak, smo se včeraj pogovarjali o tem, samo pogovarjali, telefon je bil, ampak seveda te mikrofoni, ki jih imamo, to je skozi on, ko imaš različne aplikacije, moraš pri vsaki se potruditi, odkljukati, kaj ti lahko delajo, pa česa ne. In to seveda niti vsak ne zna, niti se mu ne da, niti ne ve, da to je problem.
Mogoče ne veste, da je Nataša Briški osvojila Severni pol. Pravzaprav bi najin pogovor lahko začeli z tem, ker to je ena cela zgodba. A je knjiga že izšla, dokumentarec že pripravljen? Ja, knjiga je izšla lani novembra, tako da se že prodaja. Imamo eno zelo veliko založniško hišo, tisto, ki je izdala Harryja v knjigo. In je v glavnem pač na voljo v tujih založbah, knjigarnah in tako dalje. Dokumentarec je pa tudi že eno leto in pol skoraj zunaj, ne da se ga tako prosto videti, ker ga režiserka pelje po festivalih, najprej bilo po Združenih državah, zdaj pa že drugod po svetu, nabirajo nagrade in upam, da bo čim prej na voljo, tako da se ga bo dalo res videti. No. Mogoče vsi ne vedo za to zgodbo, mogoče v parih stavkih, Ja. da poveš, zakaj je šlo. Jaz sem se leta 2015-16 prijavila na en razpis, v okviru katerega je znana svetovna avanturistka in raziskovalka iskala 12 žensk z vsega sveta, iz Evrope in arabskih držav, da jih pelje na Severni pol. Nobenih posebnih zahtev ni bilo, prav iskala je običajna dekleta, češ vse vas bom naučila in peljem vas na Severni pol. Prijavilo se nas je okrog 1000, jaz sem bila zbrana med 12-terico, ki je potem šla z njo na Severni pol. To smo, zdaj bo 5 let, prav konec marca, pred 5 leti smo se po prepravah, ki smo jih imeli, preselili na norveško otočje Svalbard in od tam šle 10. aprila na pot proti Severnemu polu, ki smo ga pa en teden kasneje tudi osvojili. Sliši se preprosto, ampak gotovo ni bilo tako. Veš kaj, če sem jaz, ki sem v prijavo napisala, so spraševali, česa vas je najbolj strah, in sem jaz rekla mraza. Prijavila sem se pa za pot na Severni pol. Če sem jaz to naredila, verjemi, pa sem res zmrznjena skozi, zdaj je malo drugače. Če sem jaz, lahko vsak. Kaj ti je dala ta izkušnja? Poznanstva s dekleti iz teh držav so neprecenljiva. To prijateljstvo, ki smo ga sklenile, je res nekaj, kar pelješ skozi celo življenje. Šla sem tja tudi zaradi tega, ker me je kot novinarko zanimalo, kako stvari tam izgledajo. To je del sveta, o katerem čedalje več govorimo, ki je čedalje pomembnejši tudi za prihodnost človeštva. Zdaj sem šla in zanimalo me je, kakšne ekspedicije izgledajo in kako je tam. Tako da zdaj se spreminja skozi, ampak vseeno imam eno izkušnjo, ki je nima zelo veliko ljudi, to se mi zdi kar neprecenljivo. Naučila sem se, da ne smeš poceni kupovati opremo, kadar gre za podvige, ki te peljejo v taka področja, kjer pač moraš res paziti na vsako stvar. Zvedela sem seveda, da se ne da tam tvitati vsak dan, ker seveda nimaš nobenih postaj, da bi kakšne signale. Ko sem imela ta drug pogovor z to vodjo ekspedicije, ko je še zbirala, sem jo jaz med drugim, tam sem seveda mogla prepričati, jaz sem ta pa ta, znam to pa to, vzemi mene s seboj. In sem poleg tega, da se znam malo jeti medije pa družbena omrežja, sem tudi, a bom jaz lahko tam tvitala. In šele, ko seveda prideš tja, kjer ni nič, samo morje in led na morju, vidiš, koliko zelo neumno si spraševal takrat v prijavi. Tako da, to je izkušnja, ki še kar daje, tudi recimo mene manj zebe. Znam se nekako tako pripraviti v glavi, da me manj zebe, kot me je prej v življenju. Skratka. En kup stvari. Pa res Dobra in dokumentarec je res dragocena fajn, pa izkušnja. knjiga tudi. Tega sem res vesela. Hvala, Nataša, za odgovore na moje vprašanja. Hvala za vprašanje.